Danes bomo pogledali kar precej stvari, ker se julija res veliko dogaja. To, kar se dogaja zdaj tudi kolektivno gledano, je ogromno ene čustvene energije. Že sama epidemija je poskrbela za to, da se je cel kup ene čustvene energije in čustvenih zadev sprožil. In vse te zadeve potem pritiskajo na naše rane, na naše mehke dele, tam, kjer smo ranljivi, tam, kjer nimamo stvari poštimanih. In velikrat lahko čutite nek nemir, kar neko anksioznost, zelo velike negotovosti, lahko je strah, panika, vsa ta čustva, ki so pravzaprav dosti nekih nizkih vibracijah, ker pobiramo ogromno stvari iz etra. Ker smo mi navajeni, da vse, kar se dogaja znotraj nas, da je vse to moje, se s tem tudi identificiramo in zato sploh ne razmišljamo o tem, oziroma večina ljudi sploh ne razmišlja o tem, da to pa mogoče ni njihovo, ampak so samo pobrali ven iz astrala oziroma etra. Da je tako, da smo se zdaj vsi znajdli na Harvardu, na najprestižnejšem koledžu na svetu, in ne glede na to, smo bili prej v vrtcu, v osnovni šoli, srednji šoli, na kakšni drugi univerzi, zdaj smo vsi na Harvardu in učni načrt je ta z Harvarda. In seveda se zgodi, da je veliko ljudi lahko zmedenih. Kaj pa se zdaj to dogaja? Kje pa sem? Kako pa zdaj kar naenkrat te teme? Pa to še ne znam, ker še poštevanke ne obvladam, zdaj pa mi govorijo tlele o nekih integralih. Na ta način se energijsko dejansko stvari odvijajo. Navajeni ste bili delati tako, zdaj pa kar naenkrat energije tega ne podpirajo več, pa je nekaj čist drugega. In kar se dogaja pri prehajanju iz te tako imenovane 3D v 5D dimenzijo, je, da se menjajo časovne linije oziroma da dobesedno preskakujemo na druge realnosti, na druge časovne linije. Z vsako konjunkcijo skoraj na področju astrologije, z vsakim kvadratom, z vsako polno luno, z vsakim lajem, z vsakim solsticijem se dogajajo nadgradnje in prilagoditve naših energetskih teles na te nove frekvence in vibracije. In vse to v bistvu nas sili zavedno ali pa nezavedno v spuščanje starih identitet. Nenehno se dogajajo iniciacije v nove stvari, v nova prepričanja, v nove možnosti, v nove opcije. In v bistvu, ko spuščamo stare identitete, odpadajo tudi stara prepričanja, odpadajo te stvari, stare vrednote, to, v kar verjamemo, ni več usklajeno z našim višjim jazom. Naša osebnost ima ene vrednote, višji jaz želi nekaj drugega in to ni več usklajeno in kar na nek način je v narekovaju boj med enim in drugim, ker ego ne želi spustiti, ker je to njegova identiteta, s tem se identificira. In če sem jaz, bom dala kar svoj primer, če sem jaz delala 10 let coaching, a je to še vedno tisto, kar je usklajeno s temi novimi energijami, ali moram delati kaj drugega. To je tako, kot da ste eno sliko risali dolga leta in zdaj ste jo zaključili. In zdaj morate to platno prijeti pa odložiti in je pred vas postavljeno novo platno, na katerem ni ničesar. In je treba začeti praktično od začetka. In zdaj naš ego bi rad nadaljeval tisti stil, tisto, kar pozna, tisto, kar je bilo na prejšnjem platnu, ampak dejansko je pa to zdaj čist nekaj novega. Ali pa recimo primerjava je lahko nova knjiga. Zdaj ne gre več za nova poglavja v življenju, ampak gre za novo knjigo, za novo platno, za nov stil. A vam tisti stil sploh še odgovarja, kar ste prej risali oziroma živeli, ali je zdaj nekaj novega, kar je bolj aktualno, kar je bolj usklajeno s tem, kar se dogaja.
In v bistvu vse, kar se dogaja na energetskem nivoju, nas nenehno nadgrajuje. Tako kot Windowsi, skozi se nekaj nadgrajujejo, skozi se nekaj posodabljajo in potem pride nova verzija. Zdaj pa ni samo nova verzija, zdaj pa čisto nov operacijski sistem. In temu prilagajanju ne bo kar tako hiter konca, se bojo stvari še kar dolg let odvijale. Je novo za našo osebnost, za naš ego, za to, česar smo navajeni in je nepoznano področje. In namen našega uma, namen našega ega je, da nas zaščiti pred neznanim. In zato se velikokrat upira vsemu temu. Ker ta strah pred neznanim je nekaj zelo, zelo osnovnega. In dokler imamo ego, imamo strah pred neznanim. To je dejstvo in tle se ni treba ničesar sramovati in ničemu runo reči, da groza, pa ne bi smela, pa tako. Ne, to je normalno, da nas neznano vedno malo v bistvu nazaj drži. Strah pred neznanim je na drugi strani je zaupanje v višji jaz, v nek višji načrt, v nekaj, kjer naš nima vpogleda, ima pa naš višji vpogled. In zaupanje v intuicijo, v to, kam nas vodi srce, v to, da gremo s tem tokom, ta go with the flow varianta, se pravi, da se prilagajamo, da smo dovolj fleksibilni, tukaj to je edino, kar nam pravzaprav preostane v tem obdobju, ko se soočamo z tem prehodom, ki je pravzaprav nekaj novega. Tam, kjer se trenutno, se pravi, dogaja največja prilagoditev na energetski ravni, je področje sončnega pleteža. Čakra, ki je povezana z našim mentalnim telesom in sicer ta je bil do zdaj, se pravi, naše mentalno telo je bilo navajeno linearnosti. Linearnost pomeni po vrsti. Točka A, točka B, točka C, točka D. Gremo lepo po vrsti. Ko se premikamo v multidimenzionalnost, se pravi v večdimenzionalnost, potem ni več te linearnosti, ki je povezana izključno s fizičnim 3D svetom. Se pravi, ja, gravitacija je seveda na fizičnem nivoju, zdaj pa, ko gremo pa mi na astralni nivo, pa gravitacije ni več. Čas je na tem fizičnem nivoju, ko pa gremo na astralni nivo, časa ni več. Kaj zdaj? Kako zdaj? Na kaj se opreti? Čemu se... Nima več naša zavest običajnih opornih točk. Mi smo tudi na Zemlji smo navajeni, da je spodaj, da je zgori, da je levo in da je desno na Zemlji. Če ste astronaut, pa greste v vesolje, pa Zemlje ne vidite, kaj je gor, kaj je dol, kaj je levo, kaj je desno. Orientacija je čisto drugačna. Tako da vse te prilagoditve niso enostavne za dojet. In ena beseda, ki sem jo slišala že 10 let nazaj in mi je tako všeč, je v angleščini je mind-blowing. V smislu, da ti v bistvu možgane raznese, ker enostavno ne morejo tega sprocesirati. In ta mind-blowing se nam dogaja, hočemo, nočemo. In ta povezava med razumom in srcem gre zdaj v to, da če je zdaj prevladoval v tej svoji linearnem razmišljanju, zdaj v bistvu, ko srce prevzema vodstvo, se mora zdaj navaditi tudi na to. Tako da to so procesi, to ne gre z danes na jutri. Pa čim manj se ukvarjati s tem, kaj se tam zunaj dogaja v kolektivu in nasplošno z ostalimi, ampak biti res dnevno prav predan temu, da se vzpostavlja lastno notranje ravnovesje. In pri vsem tem
kogarkoli obračam, kogarkoli delam, je delo z čakrami, se pravi, da veste, na katerem nivoju, ker vsaka čakra predstavlja določen nivo zavedanja, in ko vi veste, na katerem nivoju zavedanja imate ali izzive, ali pa nimate problemov, ali pa kaj se dogaja, je veliko lažje. In v bistvu zato imam tudi naslednji vikend delavnico Čakre 2.0. To, kar je dodana vrednost tega tečaja, je, da bomo soboto pa nedeljo bomo delali skupaj v živo, zato da se energija tudi postavi. Potem dobite pa dostop do spletnega tečaja, ker greste pa sami skozi vse čakre, s tem, da na sami delavnici v živo bomo pa po intuiciji oziroma boste po intuiciji izbirali individualne mešanice za vsako čakro posebej, kar pomeni, da boste imeli 7 mešanic cvetnih esenc, s katerimi boste potem delali, ko boste posamezno čakro študirali, oziroma ker čakra ni samo čakra, samo energijski vrtinec, pa kot sem rekla, je nivo zavedanja. In ko vi greste lepo skozi te nivoje zavedanja, strukturirano, tako da je vašemu razumu jasen, se vam pol stvari odpirajo. Tako da to je namen te delavnice. Je to ena stvar, ki vam res na strukturiran način pomaga, je tudi skozi to obdobje, ki je pred nami. Kaj pa je pred nami? To bomo pa zdaj pogledali. Mars je trenutno v Ovnu, v svojem domačem znamenju, kjer je seveda bojevnik, ki deluje, ki v bistvu je aktiven, ki se počuti doma. Ampak je pa v kvadratu s Plutonom, ki je pa v Kozorogu. In zdaj Mars je bojevnik, Pluton je pa bog podzemlja. In sta trenutno v eni zelo napeti situaciji. Ne zastopta se najboljše. Trenutno se ne zastopta najboljše, kar pomeni, da to poveča možnost, da se zbudi v nas neka eksplozivnost, neke frustracije, nemir, potlačena jeza, da privre na plano, da izbruhnete, kar sploh niste mislili. In ker smo v raku, se pravi obdobje raka, ki ga je Mlaj prejšnji teden še dodatno odprl, je to področje družinskih zadev. Zato je esenca maka v mešanici tega meseca nujna in pa granatno jabolko. In mak je povezan prav tudi z Marsom, astrološko, medtem ko granatno jabolko je sicer povezano s Persefono, Persefona je pa žena boga podzemlja. Obdobje raka je družina, je primarno okolje, je naš dom. Velika verjetnost, da se čistijo stvari iz vaše primarne družine. Tako da, če imate, da se vam zdaj začne zdravljenje notranjega otroka, da v bistvu prihajajo stvari iz otroštva, je to, bom rekla, za ta čas normalno. In tistim, ki se to sproža, je pa esenca zvonček prav za zdravljenje notranjega otroka, pa to harmonijo super. 13.7. imamo pa že polno luno v Kozorogu. Ta odgovornost, postavljanje mej, aktivno zasledovanje ciljev, v bistvu to, da res prevzemamo odgovornost, da za to nekaj tudi naredimo, je zelo pomembno. Tvoje želje so tvoja odgovornost, kar pomeni, da ko si nekaj zaželiš ali pa ko si nekaj želiš, ko po nečem hrepeniš, je tvoja odgovornost, da za to tudi nekaj narediš. Da izvedeš tiste aktivne korake, tisto strategijo, konkretne zadeve, ki te k temu bliže pripeljejo. Da ne čakaš, da se bo to zgodilo samo od sebe, pa kad bo ta pravi čas, pa kad boš začutil, pa kad bo ne vem kaj, ampak da enostavno prevzameš odgovornost in greš v akcijo. To je ta vic, ki je povezan, se pravi, ki je nekdo molil k Bogu. Jaz bi tako rad na loto zadev, Bog, daj, da zadanem na loto, Bog, daj, da zadanem na loto, Bog, prosim, naj zadanem na loto. In to je po molu in molu in molu, in potem se nekoč odpre nebo in se oglasi Božji glas in prav, a lahko greš, prosim, srečko kupati.
To je to, a ne. Mi si nekaj želimo, ampak srečke pa ne gremo kupiti. Tako da je treba tukaj to pogledati, kje se to dogaja. Zdaj v juliju se odpirajo naša draga zvezdna vrata oziroma levja vrata, ko se energije Siriusa, ki je naše duhovno sonce, spuščajo na zemljo in se en cikl zaključuje in se naslednji odvija. Ta Siriusov portal, ki je odprt, nas še dodatno poveže z našim dušnim nivojem, z našim višjim jazom. Potem imamo konec julija konjunkcijo severnega luninega vozla in pa Urana v biku. To je pa en dogodek, ki ga astrologi nekako malo primerjajo s intenziteto, ki jo naredi sončni mrk, se pravi, da res odpre neke nove zadeve. Severni lunin vozel je povezan z našim življenjskim poslanstvom. Se pravi, s tem, kar smo prišli narediti. Južni vozel je povezan s tem, kar smo že naredili, kar obvladamo z našo, dajmo reči, karmo. Medtem ko severni lunin vozel je pa povezan s tem, kar je lekcija in pa poslanstvo v zdajšnji inkarnaciji in kamor nas energije peljejo. In to je področje nepoznanega. Ne? Tisto, kar prihaja, bom rekla, skozi energije južnega vozla, že poznamo, tisto, kar pa pač imamo za narediti, je pa malo nepoznano in zato se temu malo upiramo ali pa malo ne bi tja, ni to naša cona udobja, no, bom tako rekla. Medtem ko Uran je pa planet hitrih sprememb, v bistvu je planet, ki prebuja kundalini energijo, kjer so stvari spet zelo, običajno se hitro premikajo. Nazadnje sta bila v konjunkciji in v biku tam pred drugo svetovno vojno, tako da to je res en tak, in bosta spet, ne vem, čez naslednjih 70-80 let, tako da to je enkratni življenjski dogodek. In nas lahko zelo na hitro povežeta ali pa vržeta v nekaj novega, v neko novo priložnost, v nekaj, kar je usklajeno z temi novimi energijami. Kaj pa to konkretno pomeni? Da v bistvu se zunanje situacije, da postanejo bolj intenzivne, da lahko zunanja agresija na katerem koli področju postane bolj intenzivna ali pa omejitve ali pa nekaj, kar vas v bistvu tišči, postane bolj intenzivno, samo zato, da mi pridemo do tega, da rečemo, zdaj pa dosti, zdaj pa udaram po mizi, jaz se tega ne grem več. Kaj pa vsem tem lahko naredite? Eno je, ne se zapletati v drame, se pravi, pogledajte, a bo to, kar se zdajle dogaja, kar vam zdajle pritiska, čez eno leto še pomembno in a je to nekaj, kar je že dolg časa, vam pritiska, pa še niste razrešili, a ne? Zato, ker če imate vi rano, ne? Če jaz takole pritiskam, nič ne boli, če imam pa jaz tle rano, pa pritisnem, pa zaboli. In če kdo drug pride in pritisne, tudi zaboli. In ni nujno, da tista oseba ve, sploh če imam nekaj čez, da je tle rana in lahko pač čisto slučajno pritisne, vi boste pa rekli, koliko si grd pritisnil si mi na rano, ker zdaj mene boli. Ne, naša odgovornost je, da to rano pozdravimo. Da rečemo, ampak, te rane pa še nisem pozdravila. Tako da to je, se pravi, ena stvar, prevzemanje res odgovornosti za svoje rane in pa, da ko pritisnete na rano nekomu drugemu, da se zaradi tega ne počutite krivo. To je velikokrat tudi problem. Umislite si podporo, resno. Umislite si podporo, ni nujno, da pridete k meni na delavnico, ni nujno, da pridete k meni na coaching ali pa na cvetni orakel ali pa na karkoli, ampak umislite si podporo. Tam, kjer začutite. Tam, kjer začutite, ok, tole pa čutim, da tole rabim, tja pa idete. Zato, ker polka začne, je že mem, je že konc, ker vas že začne, pa je cena, pa je predeleč, pa je to, pa je to je že ego. Ne? In v bistvu glavni nasvet letošnjega poletja je ukvarjajte se s sabo, ne z drugimi. Se pravi, vse, ne, ja pa nas manipulirajo, ja pa mediji, ja pa pač farmacija je zdaj na udaru, pa ne vem kdo še vse, ne.
In ko se zaradi tega razburjate, ko to berete, ko je ja pa kaj nam delajo, pa veš, pa pa ta zarota, a veste, koliko energije gre za to. In s tem, v bistvu, točno temu dajete energijo. Točno to hranite. Zato, dokler ne zmorete biti v popolnoma nevtralni poziciji, tudi neobsojanja, sodb, dokler vam karkoli čustveno zavibrira, tudi to, omejujejo nam svobodo, zastrupljajo nas, Če se spomnite, prej na začetku sem rekla, da je pomembno ohranjati notranji mir in harmonijo. In če se vi ukvarjate s tem, kar sem ravnokar povedala, z vsemi temi teorijami zarote, potem niste v harmoniji, ne? Če se bom jaz z vsem tem ukvarjala, pa z vsem tem ubadala, pa zaradi vsega tega sekirala, da mi to toliko energije pobere, da dejansko nima smisla. In sem se vprašala, lahko kaj spremenim, tako konkretno, ne vem, pa za vse tiste sataniste, pa za, spravim, tukaj damo zdaj vse v en koš, pa za vse te manipulatorje, pa za teh 8 družin, ki obvladujejo svet, pa tako naprej. A lahko jaz osebno, individualno kaj naredim? Ne. Edino, kar lahko naredim, je, da v bistvu se sama odločim, a bom temu namenjala pozornost ali ne, in to energetsko hranila. In sem se odločila, da tega ne bom počela. Ko se pa ukvarjate s sabo, se pa ukvarjate s tem, kaj vam pomaga. Jaz vas ne bom prepričevala, da rabite cvetne esence, če jih začutite, če jih ne začutite. Vsak se sam odloča, želi to uporabljati ali ne. Je pa seveda lažje, če imate na voljo orodja, ki vas podpirajo. Zdaj, eno stvar dajmo razčistiti. Jaz nisem zdravnica, da bi dajala diagnoze prek e-maila ali pa prek messengerja, ne? Tako da to je že prva stvar taka, ko opažam, da se je zdaj v času korone res pač smo se navadili, da se da vse online, da se nam ni treba premakniti, da ni treba v bistvu jeti z točke A v točko B, ne, zato da pridemo do nečesa. In tlele tale polna luna v kozorogu, pa ta akcija za tisto, kar želimo, točno to naslovi. Tako prav zanimivo mi je, ker meni se ponavadi že prej začnejo stvari dogajati, tako da takšne konkretne zadeve, recimo, ne, poglejte, kje ste komod, čist po domač povedan. Ko nekaj si želimo, ne, jaz bi tole razrešila, ampak ne bi se pa peljala, ne vem, iz Maribora v Ljubljano. A lahko midve to prek Zooma. Potem jaz rečem, gospa, kako si pa vi predstavljate, da midve narediva regresijo prek Zooma, pa da vas tam odnese na uni strani, kako naj vas pa jaz rešujemo, ne? Pa prvič se vidva, pa ne poznamo se, pa tako naprej. Ne? Tako da takšne stvari pač ne gre. In tudi to, kar sem opazila jaz tekom korone oziroma te epidemije, ko se je veliko delal online, energetsko, jaz mislim, da je tako 30 do 50% manj občutenja, manj intenzivno, kot če se dobimo v živo. In je to ena stvar, ki smo se mi sicer navadili, ne? In neke površinske stvari se lahko delajo na ta način, ampak nekaj, če želite iti pa globi, pa pač to ne gre. Tako da, če najdete koga, ki vam bo delal nekaj nadaljavo, pa tako ja, ampak vi se morate sami odločiti, a ste ok s tem, da je to 30, 40 ali pa celo 50% manj učinkovito, kot če se pač usedete pa nekam peljete. Rdeči mak smo že omenili, družinske zadeve, obdobje raka, potlačena jeza, povezava z Marsom. Granatno jabolko je v bistvu ženska esenca, najbolj ženska esenca od vseh. In sicer je to, se pravi, tudi potlačena čustva, stvari, ki niso bile čustveno razrešene, tudi tisto, kar z mamo nimamo razrešeno, ne, to je tudi energija raka, povezava z mamo, luna, vse te stvari. In pa stvari, ki so na nezavednem nivoju, pa tole, kar sem prej omenila, konjunkcija Venere pa Lilith, tlele se bo marsikaj pomagal lažje razrešiti. Potem imamo tlele japonsko nešpljo, ki je za strahove.
Se pravi, da nam pomaga zbrati pogum, da naredimo tisto, česar, v bistvu, da gremo preko strahu, in pa da nam pomaga najti tudi tisto, kar nas v življenju veseli. Se pravi, hkrati, da gremo iz tiste cone obdobja, tisto, kar sem rekla, da zasledujemo svoje želje, da gremo preko strahov, da naredimo ta korak, in da v bistvu se tisti strahovi tudi, ki so povezani s tem, lepo pomirijo. Potem imamo pa roza vrtnico. To sem začutila, da mora biti noter, zato ker je skrb zase. Energije raka so povezane z nego, skrbjo, in če zase ne bomo poskrbeli, bomo tudi za druge težko. In tle je tudi to, dajmo se ukvarjati s sabo, s tem, kar so naše rane, kar so naše srčne bolečine, tudi, ker ful pomembno je, da se ta srčna čakra prečisti, še preden sonce stopi v leva, zato ker takrat bo v bistvu pomemben ta pogum in pa to sledenje srcu, srčni energiji. In pa potem roza arman. Roza arman pa pomaga zaščititi pred to čustveno energijo drugih. Se pravi, od čustvenih vampirjev do tega, ki nam kje energija odteka, se pravi, eno tako lepo zaščito na čustvenem nivoju naredi. To, verjemite, nam bo sem prav prišlo ta mesec. In pa lokvan. Lokvan je pa ena taka čudovita energija oziroma vibracija, ki vas poveže z vašim višjim jazom. In če pogledamo, kako lokvan raste, ima v bistvu korenine v tistem mulju noter, in od tam črpa hranila. Tisto, kar se nabira na dno, tisto, kar kompostiramo, od tam črpa hranila. Tam so korenine, tam je v bistvu ta najbolj prizemljeni del te rastline. Potem eno tako tanko steblo raste skozi vodo. Ta voda je... In ta voda v bistvu drži to steblo. Če ne bi bilo vode, steblo pade. Naša čustva, voda, se pravi povezava s čustvenim delom, in da imamo, se pravi, tudi preko tega tankega stebla v tem našem čustvenem močvirju povezavo, da smo prizemljeni, da imamo svoje sidro. Bolj to, sidro se mi zdi, da je boljša beseda. In pa potem se odpre ta lep cvet, na vrhu teh čustev se odpre, pa na teh čustvenih voda se pa odpre ta cvet, soncu, temu, da sprejema svetlobo, in lokvan zato poveže vse naše nivoje, od korenske čakre do v bistvu teh čustvenih voda tukaj, in z našo kronsko čakro. In to, kar pomaga, je, da prinese tisti notranji mir in pa povezano z višjim jazom, da vemo, v katero smer je najbolj smiselno je. Da začutimo v tem notranjem miru, tole je moja smer, tole je moj korak. Tako da, in ta je bil tako, ko sem naredila ta izbor, sem rekla, 5 jih bo. Pa je bilo tako, ne, lokvan, še lokvan mora biti noter v mešanici. Tako da, to je mešanica za mesec julij. Seveda ni nujno, da vsem odgovarja, če začutite ok, če ne, ni nujno. Če pa želite imeti vsem podporo esenc in pa doživeti res ta vpogled v to, kjer so tiste vaše energije, ki jih priporoča vaš višji jaz, pa pridete lahko na cvetni orakelj. To pa tako, da sami iz 70 stekleničk po intuiciji izberete tiste, ki z vami vibrirajo. In pol jaz, tako kot sem razložila zdaj, čemu je kakšna namenjena, tudi tam razložim, čemu je kakšna namenjena. In pač vi se prepoznate v tem in zavestno se o tem pogovorimo, kakšne energije se da že točno tam spremeniti, transformirati. Vmes uporabljam tudi določene aktivacije preko tega tako imenovanega light language-a, tako da je res cela terapija, ne samo, da vi izberete flaške, pa jaz povem, je zdrava še terapija, potem naredimo pa iz tega mešanco, ja, vodi zdaj pa konec.
naredimo iz tega mešanico, ki jo potem jemljete še cel mesec. Bom čisto rekla, meni stare stvari delati je dolg čas, jaz vedno kaj novega skušam že zase odkriti in potem sprobati in prenesti tudi vam in vas naučiti, zato ker pač pomaga, je lažje. Se pravi, polna luna je 13.7., en dan prej imamo meditacijo v Anima Soma centru. Ukvarjajte se s svojo notranjostjo, s tem, kar se zunaj dogaja in pa s tem kaosom zunanjega sveta. Dihajte, zavedite se, da ste na galaktičnem Harvardu. Zemlja je galaktični Harvard, top college, ampak to ne pomeni, da je najlažji. In pa še ena pomembna stvar, zavedite se, da to ni isto kot slovenski šolski sistem, kjer se išče in kaznuje neznanje, ampak se išče, in to v tujini dejansko se dogaja na teh poslovnih šolah, je, da se išče vaše potenciale, to, v čem ste dobri, kje se vas lahko podpre. Učitelji so vam na voljo za vsa dodatna vprašanja, tako da dajte začeti razmišljati v tem smislu, da če nečesa ne veste, ni s tem nič narobe, ampak dajte vprašati. Se pravi, na voljo so vam dodatne ure, dodatna pomoč, en nasvet, za vse vaše težave ne obstaja, tako da to me prosim ne prositi. Na voljo so vam pripomočki, najte si podporo, najte si oporo, vse vam je na voljo, edino učiti se pa ne more noben namesto vas. To morate pa sami, pa transformirati, pa tako naprej. Kaj ne rečem, dajte izkoristiti vse, kar vam je na voljo, zato da res vam bo lažje jeti skozi vse te nemirne vode, in pa potem, pa nas bo pa ogenj zajel, tale levji. Jaz vam želim, da res mirno pridete skozi, da se vidimo in zdaj se pa res poslavljamo.